Povabim vas k ogledu nekoliko drugačne turistične destinacije, ki je zgodovinsko-kulturna in poteka tudi preko meja dežele ob Muri, vse tja do Monoštra v slovenskem Porabju. Tura, poimenovana po poteh Krucev, se navezuje na njihovo takratno uporniško gibanje v tem delu Slovenije. Pričenjamo jo v mestnem jedru metropole Prlekije v Ljutomeru, v središču mesta, v mestni hiši. Tu ima domovanje enoteka, v kateri je moč najti vina 27 prleških vinarjev z več kot 80 vzorci različnih vin. Tukaj je prisoten dobri duh naših prednikov, ki živijo skozi muzejsko zbirko, vinsko knjižnico in vinoteko kot neponovljive zgodbe te pokrajine. Pot nadaljujemo na sever, v vas Cven. Postanek za počitek in okrepčilo na izletniški kmetiji na koncu vasi, kjer nas pričaka harmonija prijetnega ambienta ter kulinarika različnih obrazov. Stara zapuščina naših babic in prababic se prepleta z novimi okusi ter izbranimi vini po vaši meri. S Cvena pa na nabrežje desnega brega reke Mure, kjer je od starih rečnih mlinov panonskega tipa do danes ostal le še babičev mlin. Plavajoči mlin je vpisan v register kulturne dediščine Slovenije. V njem pa si lahko ogledate proces mletja moke, fotografije in preberete zgodovino, ki izpričuje dolgoletno tradicijo mlinarstva na levem in desnem bregu Mure. Zapuščamo Prlekijo in se odpravimo v upravno središče Prekmurja v Mursko Soboto, kjer na Slovenski ulici čaka na stežaj odprta vrata hranilnice prekmurskih dobrot. V tej butični prodajalni lahko pokusite in kupite izdelke manjših lokalnih kmetij, domačih proizvajalcev ter rokodelcev. Tako lahko na enem mestu kupite prehrambene artikle, spominke, degustirate vina ter dobite vse potrebne informacije v turistično-informativnem centru. Svet ob Muri je poznan po rokodelskih znanjih, ki pa žal prehitro izumirajo. Na naši poti smo se ustavili v Polani pri Murski Soboti pri pletarskem mojstru Kolomanu Gombocu, ki plete izdelke iz šibja. Zavedajoč se zapuščine naših prednikov plete najrazličnejše izdelke, ki jih prodaja na domu ter na priložnostnih sejmih. Za obiskovalce prijetno s koristnim, kakovosten, že morda pozabljen izdelek iz šibja in seznanitev s tradicionalnim rokodelstvom. Nedaleč stran, prav tako v Polani, vas pričakujejo v hiši tradicije, kjer goste razvajajo že več kot 170 let s enkratnim ambientom, odlično hrano in prekmursko gostoljubnostjo. Družina Pavlinjek je z Lovenjakovim dvorom ustvarila blagovno znamko, ki združuje hotelirstvo, gostinstvo in kemping. Prekmurska kulinarika z dodano vrednostjo lastnih produktov, manjši hotel Štrk, sodoben wellness center z notranjim in zunanjim bazenom, zasebno romantično razvajanje v apartmaju Lovenjakova kmetija, prostor za avtodome, kemping in raj za kolesarje je samo nekaj od vsega, kar vam ponujajo, ne glede na to, ali ste dnevni ali večdnevni gost. Naš naslednji postanek je tik ob slovensko-madžarski meji v Prosenjakovcih, na posestvu zavoda Koclevina. Ekološko kmetovanje, pridelava in predelava živil, ekoživinoreja in ekosemenarstvo, zeliščarstvo, ljudsko zdravilstvo, izdelava naravne kozmetike. O vsem tem boste seznanjeni ter pridobili nova znanja, ukolikor jih obiščete, ter podoživite utrip Panonske nižine. Z mejnega vzhodnega območja Prekmurja nas pot po sledih Krucev vodi na severozahod Krajinskega parka Goričko do doživljajskega parka Vulkanija pri Gradu. Tam je milijone let nazaj bil izbruh zadnjega vulkana v Sloveniji, ki ga ob obisku podoživite s pomočjo interaktivnih in izobraževalnih vsebin ter ponuja še veliko zanimivosti o geološki značilnosti tega dela sveta. Končni postaji slovenskega dela po poteh Krucev, ki se čezmejno nadaljuje do Monoštra, sta Peterlovk v Markovcih ter Graničarski muzej v Čepincih. Zgradba nekdanje osnovne šole v Markovcih je spremenjena v nastavitveno-turistični center in je v jeziku domačinov poimenovan Peterlovk, kar pomeni Mavrica. Center služi za prenočevanje, dopustnikovanje za razna srečanja, izobraževanja, delavnice in drugo. V nekdanji in obnovljeni karavlji v Čepincih se nahaja Graničarski muzej z muzejsko zbirko Varuhi meje. Leta ponuja na ogled številne fotografije, dokumente ter druge predmete od leta 1918 pa vse do osamosvojitve Slovenije. Svoj čas so bili ogrski kmečki uporniki imenovani Kruci strah in trepet na svojih pohodih.
Danes le še zgodovinska dejstva in nekateri kraji izpričujejo o njih. Vabljeni, da se podate na pohod po njihovih poteh.